Ahoj! Na Instagramu sem vas vprašala, kakšne videe bi si radi kaj pogledali na tem kanalu in je bilo kar dosti zanimanja, zato da vam pokažem neki tak teden v mojem življenju v Los Angelesu. In sem si rekla, okej, trenutno je ura 6 zjutraj, kar je precej pozno zame, da vstanem. En razlog je to, da sem šla ob 11 spat, ponavadi grem ob 9 spat, zato ker ponavadi vstanem ob 4 in 5 zjutraj, ker imam zelo rada jutra. Tako da nisem še spila kave. V takem stanju se jaz zbudim. Jaz se zbudim in črta, lahko grem. Zdajle bi lahko šla za volan, bi se odpeljala. Tako da, ja, meni so jutra ful pri srcu, ampak zdajle okrevam za, ne vem, nekim bacilom, ki me je zagrabil prejšnji teden. Jaž, zato še vedno malo bolj kiljavo zvenim. Zato tudi na žalost nisem vstala zgodaj, ampak počitek je zdajle bil najbolj pomemben, kar se tiče tega, da okrevam, zaradi tega, ker če sem bolna, ne morem delati. In jaz imam neplačan dopust in neplačane dneve bolezni, tako da če ne delam, ne služim denarja. Sem še vseeno montirala sem ful, pisala bodoče videe, pa kakšne skeče za svoj angleški račun. Bom razložila, s čim vse se ukvarjam za preživetje, ampak najprej bom si pa skuhala kavo. Ljudje mi vedno rečejo, pa saj ti ne rabiš kave, pa ti res rabiš še eno skodelico kave, pa poglej se, si že tako na fedrih. Kava je life. Zaradi kave jaz nisem zaenkrat še v zaporu. Okej, gremo. To je moja pižama, by the way. To je pa snežak, ki sem ga dobila za darilo, da se spomnim, kako sneg izgleda. Fuj. Hey. Good morning. Wow, what a stretch. Jaki pa si? Leo. To niso moje mačke, by the way, ampak še vseeno jih imam ful rada. Tole. French vanilla. Nisem pomila od včeraj. Si moram pa pomiti. Tako, pa smo. Pa to je dizajn iz moje merch kolekcije. Zdaj imam te dizajne samo še v nalepkah. Vernon can call these a language. To mi je pa kolega poslal. Tako pravilno. Oh my god, kolikrat mislijo, da kričim. Jaz sploh ne kričim, jaz sem čisto prijazna oseba. Jaz pač samo z dušo povem stvari. O ne, premalo vode sem dala. Bomo golfali, pa bo. To je moj najljubši del. Tako. Vanila, mandljevo. Pepejmo. Moja ameriška kolegica je bila pred kratkim sprejeta v svojo sanjsko šolo v Evropi, filmsko režijo, in sem ji kupila to, da se bo spomnila, kdo je. S čim se jaz ukvarjam, ne vem, mogoče imate kakšen namig tule za sabo. Zdaj, ja, v Los Angelesu, s čim se jaz preživljam. Jaz imam tako ful enih prilivov, ki jih pol poštukam skupaj. Torej, ukvarjam se z igro, ne dobivam nekih bajnih vlog, ne. Industrija filmska v Los Angelesu se ful spreminja, pa ful se ruši, zato ker je predrago za snemati tukaj, tako da se snema zdaj v okrožnih mestih oziroma v drugih podružnicah. Uro pa pol, včasih 2, včasih 2 pa pol iz Los Angelesa, tako da s tem se ukvarjam, kadar je. Velikokrat ni. Večina te industrije, 99% te industrije je, da čakaš. Nekaj cajta sem se samo s tem ukvarjala in ne samo, da sem skoraj bankrotirala, tudi skoraj se mi je zmešalo. Zato ker sem samo čakala druge, da mi dajo zeleno luč, da ustvarjam, ne. Ampak zdaj letos sem se pa začela bolj redno ukvarjati z vsem nad tem, kar imam jaz kontrolo. Ker nad to filmsko industrijo jaz nimam skoraj nobene kontrole. In za letos sem se odločila, da bom bolj prioriteto dala
stvarem, ki jih lahko sama ustvarjam, ne. Jaz tudi, fotkam kakšne dogodke, enkrat sem režirala tudi, korežirala glasbeni spot, pazim živali kolegom, ko grejo iz države za, ne vem, 3 tedne ali pa kakšne take fore. Potem imam Twitch, na Twitchu streamam, novembra sem začela bolj redno na Twitchu streamati. Imam Patreon, zato ker imam angleški kanal in tam objavljam in potem Patreon je tudi povezan s tem angleškim kanalom. Najeli so me recimo za prevode v slovenščino za kakšne te igre vlog. Posodila sem tudi glas neki igrici, no, v glavnem pač marsikaj delam. Nič ni stalno, nič ni skozi. Štukam veliko, ne bom rekla, da je easy. To so pa vse stvari, ki so meni ljube. In vem, da se to sliši ful pretegnjeno za marsikoga, zato ker pač kako jaz tule preživim, je kar uganka, ampak ni nobena višja znanost. Delam vse dni v tednu, tako kot sem rekla, okoli 4-5 se zbudim. Velikokrat potem tudi, ne vem, delam do 7-8 zvečer. Včeraj sem posnela en vlog, pa ga bom zdaj probala dokončati. Pa doštukati bom mogla še, kar bom posnela danes, ker bi rada, da gre ven. Kaj imamo danes na sporedu? Zdaj sem prvič za mizo po 2 dneh in moram nadoknaditi malo. Posneti moram nekaj avdicij. Povprečno imam tam nekih 10 avdicij na teden. Ful več je projektov, valjda, ne. Ampak ti se prijaviš na projekt in potem te povabijo na avdicijo. Ne more kar vsak iti na avdicijo, ne. In že to, da dobiš avdicijo, je ful dober znak, zaradi tega, ker recimo, ne vem, za eno vlogo, ki ima en stavek, se prijavi recimo 7 tisoč, 8 tisoč ljudi. In potem oni točno določeno stvar, osebo iščejo, točno določen izgled. Povabijo te ljudi, ki se jim zdijo mogoče primerni, da bi bili za to vlogo. Vabijo, ne vem, 150 ljudi ali pa 100. Tako da že to, da dobiš avdicijo, da si povabljen na avdicijo, je ful dobra stvar, dober znak. Pa tudi tako, meni je fino avdicije snemati, zato ker vsaj malo treniram te mišice, ne, igralske in, se pač zabavam malo z različnimi liki. Ampak potem, ko posnamem avdicijo, jaz to dam ven iz glave in spustim čist in ne pričakujem ničesar. Vsakič, kadar sem tako res hočem to, ne, pol ono razočaranje je veliko hujše. Tako da pač posnamem avdicijo in potem grem naprej s svojim življenjem, pač svet se ne bo podrl, nekaj mi bo že padlo v roko, če mi ne, pač ne. Kar ni mi namenjen, se mi ne bo zgodilo v življenju, kar mi je namenjen, me bo našlo in se sploh ne sekiram. Na začetku svoje igralske poti tule v Los Angelesu sem se ful sekirala. Pol nekaj let sem imela tudi tako, ko sem se hotela dokazati drugim, da je razlog, zakaj sem tu. Zdaj pa pač na tej točki res samo uživam life in vsako stvar vzamem kot izkušnjo in kot nekaj zabavnega in zato se tudi s tem ukvarjam. Ko tudi v različne službe sem imela že čez življenje, imela sem, ne vem, ankete, izpolnjevanje anket pred Mercatorjem, pa promocija čipsa v Intersparu, pa čiščenje hodnikov, pa bila sem tudi sobarca v hotelu, a veš, sprehajalka psov, nabiralka sadja, pač ne vem, meni tako take ful random stvari ful bolj ležijo in vsaka stvar mi je tako malo, nekaj novega, nekaj finega, ne, in zato tudi pač tako gledam te stvari, ne. Če me ne bojo na velikem platnu ljudje nikoli videli, pa kaj pol. Na igralski šoli je bila ena izmed nalog to, da napišeš govor, ko boš dobil oskarja. Meni to ni merilo tega, a sem jaz uspešna. Nikoli nisem tako, a si videl ta film, 7 oskarjev ima. Sem bolj tako, a si videl ta film, jaz sem se jokala 4 dni za tem. Ampak na lep način. Ja, so mi tako take stvari so mi majčkeno smešne, ampak glej, vsak po svoje, valjda, glej. Če na ta način lažje dosežeš svoje sanje oziroma svoje cilje, prosim, naredi, kar tebi najbolj ustreza. Mi je merilo uspeha to, da se vsak dan zbudim z veseljem in vstanem z veseljem, grem spat pomirjena in čez dan delam stvari, ki me veselijo. Sledim temu, kako hočem, da moje življenje, kakšni občutki naj me spremljajo v življenju. Ne točno, kakšni cilji naj bi se zgodili. Tega ne delam več. Zato ker me je tudi v noro pamet spravilo. Na koncu vsakega leta, ne, sem si napisala toliko enih stvari, ki jih moram doseči naslednje leto. In pol, ko sem pogledala decembra za eno leto nazaj,
sem se bolj osredotočala samo na to, koliko sem razočarana, da teh stvari nisem dosegla. In sem kar pozabila, koliko ogromnih lepih stvari se je zgodilo. In zdaj sem začela delati, da na koncu leta naredim tako highlights, ne? Da grem čez telefon, pa shranim svoje najljubše slike, pa si napišem, kateri moji momenti so bili najljubši, pa kdaj sem se najbolj smejala, pa kdaj sem se najbolj jaz počutila, pa če sem kaj novega odkrila o sebi ali o svetu ali o zvezah, prijateljstvih, ne. Pač dejansko moje sanjsko življenje je, da sem ustvarjalna, kolikor se lahko fizično in psihično da, in da lahko iz tega pokrijem stroške za živeti in pa včasih, da kam kaj potujem, ne. Ampak dokler lahko zmorem to vse, bom folgala to vse. Tako, imamo to. Zapisati moram tudi par idej, ke sem jih dobila ponoči. Ja, ponoči imam jaz aktivne možgane. Kislica je zunaj na delu. Pa gremo. Zdaj moram tudi ustvariti tale tak za streamanje. Letak, pač spletni letak, da ga potem delim na socialna omrežja, ker bom namesto danes pa jutri imela streame, bom imela danes, jutri in v petek in verjetno v nedeljo tudi promocijski material za stream. Odpisati moram na maile. Birokracija. To je malo bolj bedna plat tega, ko si samozaposlen, je pa, da ko si vzameš nekaj dni frej od večino svojih obveznosti, pol ko se vrneš, moraš ti vse narediti. Ni nobenega, da bi ti te stvari porihtal. Veselo nedeljo. Tako, posodobila sem tudi svoj urnik na Twitchu, pa ta posebno aplikacijo, ke jo imam na Twitchu. Dodala sem si šal, zato ker je začelo pihati zunaj. Jaz sedim pri oknu in me zebe. Takole si pol narediš, imaš tule poseben tab in si lahko narediš schedule, da pač ljudje vejo vnaprej, ne. Tako aplikacijo še tule, ke pa odšteva, kdaj se začne stream, ne. Danes imam stream, recimo, ne, in se odšteva. Potem bom imela jutri, petek, zdaj tule imam nekaj streamov izpred prejšnjih dni. Tale petkov stream je bil ful zabaven, pač noro. Tule sem se pač ja, dejansko na streamu, tudi v mojem biotu piše, kaj streamam, ne. Pač večinoma chilliranje, nič kaj posebnega ne igram iger, zaradi tega, ker streamam z laptopom. Posodobiti moram tudi tele alerts, ker sem na streamu nekaj posnela, neke reakcije in moram to še zmontirati. Imamo pa, evo, tule imamo pa, to je pa naša maskota, to je Ozzy. Ne, in je tak pet cafe noter, mislim, to je Ozzy. In je na vsakem našem streamu pasja maskota, ki pozdravi ljudi, ko se pridružijo na streamu, pa lahko ga pobožaš, pa lahko se igraš z njim, križce in krožce se lahko igraš z njim, ne vem. Ful ima takih stvari, ke se lahko z njim pač ukvarjaš, tako da to mi je kul, ne. Pol smo tudi objavila nekaj kratkih vsebin na Instagram in na TikTok, na svoj angleški Instagram in TikTok. Evo, takole zdajle eksportiram vlogec, ki prihaja na slovenski kanal ven danes. Naslov je zaenkrat tak, ke je, ke ne vem še, kaj bom kaj naslovila. Tukajle imamo drugo skodelico kave. Vreme je zunaj precej kakica, tako da sem malo zadekana. Ob enih imam stream, tako da zdaj imam 50 minut zase, tako da nekako tako to izgleda. Ja, kakor sem rekla, vstala sem ob 6, kar pomeni, da sem izgubila načeloma 2 uri, ki jih po navadi imam zjutraj več, da te stvari vse naredim. Bližno nekje ob 6:30 sem začela z vsem skupaj, zdaj pa ura 12. Tako da nekje 5 ur pa pol, tako da zdaj si frej vzamem, pol pa na stream za kakšne 2-3 urice. Pa verjetno bom pa po streamu bom pa še zmontirala video, ke pride v petek ven na angleški kanal. Zdaj pa malo svojo farmo na Farmville zrihtati. Okej, zdaj je tako nekaj dni kasneje.
Jaz sem vmes pozabila snemati malo, vlogati. Ne gre mi to. Padem malo not v fokus in pozabim vse ostalo, tako da. Zdaj smo imeli nekaj dni precej neviht, precej je bilo spet poplav, tako da par projektov so skenslali, zaradi tega, ker ali so bile ceste zaprte ali bi mogli zunaj snemati, tako da zdaj več ali manj se bolj ukvarjam s stvarmi, ki jih lahko delam od doma. Tako da zdaj se pripravljam počasi na stream, ga imam čez ene 10 minut, sem si rekla, da vam pokažem moj setup. Zdaj snimam konkretnega placa, kjer bi imela ozadje, tako da v bistvu ta polica postane moje ozadje, pa potem vsake toliko cajta malo zamenjam. Tole smo na streamu sestavili, je hiša od Michael Myersa, pa Michael Myers, to mi je res carsko, to so take fake Lego kocke, ampak je res dobro narejen, ne vem, tako ful so lepi detajli, pa to res mi je všeč, tako da to smo na streamu sestavili. Ponavadi imam tale vlažilec zraka, ali kva, ne vem, kako se mu reče, pač humidifier, ne, kit, in potem mu pač klele para, pa to. Imam malo manjši problem z temi kamerami, malo preveč sem obsedena z njimi, tako da so pa dobre tudi tako za ozadje, nisem jih še dala razviti, zato ker pol, ko jih dam razviti, ne vem, če jih bom lahko dobila nazaj. Furby, seveda, kaj pa drugega, milenilka, ena rastlina, ki nikoli ne bo umrla, hvala Bogu. In pa vsi mi govorijo, naj pospravim to novoletno smrečico. To ni novoletna smrečica. To je spooky smrečica, ki je brezčasna. Ni božična, ni novoletna, je brezčasna. To je moj setup za danes. Danes sem si izbrala roza barvo, to mi je najboljše, ko lahko menjavam barve. Zdaj med drugim sem pa danes imela tudi, sem ustvarjala video vsebine za neko znamko, neko ameriško znamko tukaj. Ja, ta vlog je tako ful ne kažem nič, kaj delam zunaj, zato ker iskreno, če sem iskrena, ni tako kakor v Evropi, ker recimo ali bom šla se sprehodila nekam na kavo, ali pa bom se sprehodila do trgovine za pavzo, ali pa se bom usedla na kolo, pa se bom zapeljala, ne vem, do gozda, da si malo zbistrim možgane, ali pa se bom, ne vem, dobila s kakšnim kolegom ali pa kolegico. To recimo v Ljubljani, ne, ko sem živela, ful lažje. Zdaj tule v Los Angelesu je vse ful razpotegnjeno, ne, in težko se dobiš z nekom, zaradi tega, ker ne samo, da je mesto narejeno za avtomobile, vedno je tudi gužva, vsi živimo na različnih delih mesta in velikokrat se moraš, ne vem, čez gužvo peljati 40 minut z avtom ali pa, ne vem, 1 uro z busom, da se sploh s kom dobiš. Pa tako tudi za hoditi nekaj ni ful, a veš, da bi si dala, ko včasih, ko sem v Sloveniji, si rečem, grem si po eno štručko, pa po, ne vem, eno pijačo v Piksni, ne, pa se grem usedeti na klopco, pa to pojesti, pa pol nazaj delati, ne, to ful pogrešam tukaj, tega tukaj ni, ne. Ne hodim ven na kave, zato ker tudi kultura kave je tule čisto drugačna. Ni tako kakor pri nas, ko kofetkaš, ne, pa se usedeš, ne, tule je večinoma kava za sabo, pa potem zraven tečeš s to kavo. Tudi tako bari so precej, zelo dragi, tako da ne hodim preveč ven, tudi da bi šla, tako da grem s kom na kosilo pa to, je tudi redko kdaj, ker gre takoj $30-40 za to minimalno, plus pol parking in to. Tako da izgleda res, kot da moje življenje pač tule je tako več ali manj v tej sobi, ne. In več ali manj, ja, tudi ogromno delam od doma, zato ker montiram, pa snemam, pa streamam. Ni tako, da se vsak dan nekaj ful dogaja, ali pa vsak teden celo, ne. Grem pa v Vegas ta vikend, ne. Imam pa to, imam pa to v planu, tako da je pa pol v ekstrem, ne, ko pa se dogaja tako res na eksponentni stopnji. V glavnem, zdaj pa zamujam na stream, grem, okej, čau. Tukaj se zaključi ta vlog. Ful sem razmišljala, naj sploh objavim to, ko sem začela v petek snemati pred temi nevihtami, ta teden v življenju oziroma ta dnevi v življenju
Si res nisem mislila, da bo tako hudo. Pismo, res sem si izbrala napačen teden, da jaz podokumentiram svoje življenje. Ta teden si res ne zasluži svojega lastnega videa, ker se nič ni zgodilo, ne. Nič nisem počela, nič nisem doživela, nič kaj takega ni bilo. Zakaj bi jaz to objavljala zdaj na internet, nima nobene vrednosti, ne. In pol sem razmišljala, mogoče pa glih zato je dobro, da objavim. Ker tako iskreno, ko rečem ljudem, da živim v Kaliforniji, sploh če rečem, da živim v Los Angelesu, ljudje tako resnično me prvo stvar vprašajo, katere vse zvezdnike sem spoznala, pa katere vse zvezdnike sem največkrat videla, ne. In potem, ne vem, velikokrat je taka predpostavka, da jaz tule poležavam na plaži pod palmami, se sončim, a veš, se sprehajam v Beverly Hillsu s Starbucks kavo v rokah, se rokujem z Leonardom DiCapriem, pač res realno, tako iskreno, ko živiš tukaj, je samo life. Ja, saj imaš dele, res nore dele Los Angelesa, ko je tako res zabave, divje pa kakšni projekti, ko si tako res ne bi nikoli v življenju predstavljal, da boš, ne vem, v Under Armour reklami ali pa, ne vem, da boš na snemanju z Dan Stevens, ne, pač, ali pa da boš, ne vem, na snemanju z Emma Roberts, brez da bi vedel. Tako, take stvari se zgodijo sem pa kje. Ampak to je toliko redko, povprečno se vsi samo trudimo preživeti. Več ali manj vsi samo res trdo delamo, da probamo preživeti. Če ne izviraš iz bogate družine oziroma nimaš nekega trust funda oziroma je tako tukaj samo ogromno enega trga dela in potem se lahko ukvarjaš s stvarmi, s katerimi se rad ukvarjaš, veliko bolj pogosto kakor recimo kjerkoli drugje, ne. Ja, glih zato sem se odločila, da ta vlog še vseeno bo. Nekako tako izgleda veliko tednov mojega življenja. Sploh zaradi tega, ker že toliko časa živim tukaj, pač prvič, ko sem se preselila sem, ja, valjda sem raziskovala, skozi sem okrog skakala, pač tako, pol se pa navadiš svojega okolja in ni več tako stopiti ven novost ali pa ulice niso več novost. Ko se enkrat vklopiš v vse skupaj, vse stvari postanejo zelo, zelo običajne. Zdaj, če grem jaz v Michigan na obisk ali pa na vzhodno obalo, če grem v New York City, ne, bo moj vlog čisto drugačen izgledal. Tako, šla bom, vsaka kava bo novo doživetje, odkrivanje novih lokacij, vsak sprehod bo tako, glej te stavbe, vsaka aktivnost bo tako na potenco, ne. Ampak ta prostor, ne, v katerem živim, je pa več ali manj samo živim v njem, ne. Vsaj večino časa, kadar delam, pa služim denar, zato da pol zaslužim denar, da lahko kam grem, ne. V primerjavi z naslednjim tednom je ta teden bil zelo, zelo, zelo dolgočasen, ampak prihajajoč teden bo pa čisto drugačen vlog. Hvala za ogled. Moje življenje tukaj je velikokrat dolgočasno. Če ima kdo FOMO, ne zamujaš veliko. Nisem tukaj zato, da postanem zvezdnica, niti nisem tukaj zato, da obogatim. Nimam nekih ogromnih sanj, kako bi rada jaz Oskarja dobila. Res nič od tega ni. Jaz bi samo rada bila čim bolj kreativna, čim več svojega življenja in se ukvarjala s kreativnostjo in preživela na ta način tudi. In zato sem tukaj. Ta prostor mi omogoča, da ko trdo delam, še vseeno delam več ali manj v okrožjih, ke me res veselijo. To je to. Čao.